Živjo, dobrodošli na podkastu Umetnost slanarjenja. David Zupančič je z vami, sem z vami, kot vedno, in sem navdušen, da ste v moji družbi, ker imam danes to čast, da napovem eno prav zelo posebno epizodo. Z mano je namreč velika zdravnica, ki je na veliko načinov tudi moj zgled, ko pride do medicine. In sicer profesor dr. Tatjana Lejko Zupanc, specialistka infektologije, doktorica znanosti, profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani in dolgoletna predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki jo je vodila med drugim tudi v času COVID pandemije. Predstojnica je tak posrečen izraz, ki ga imamo v medicini, v kliničnem centru, ampak ja, po domače, dr. Lejko je moja šefica, oziroma je bila moja šefica, no zdaj začetkom letošnjega leta se je mandat predstojnice sicer iztekel. In iskreno sem bil v tremi, ko sem jo povabil na pogovor. Ne zato, ker bi bila nedostopna ali pa ker bi bila to neka taka stroga avtoritativna pozicija, kjer je nek neprimeren odnos z uslužbenci, kot boste videli, je dr. Lejko zelo, zelo prijetna sogovornica. V tremi sem bil zato, ker v resnici nisem vedel, če je to moje vabilo malo nespodobno, predvsem pa nisem vedel, kaj si sploh dr. Lejko misli o mojih vseh teh vsebinah, o teh izpostavitvah, in nisem vedel, kakšen bo odziv, tako da ko mi je odpisala, da pride z veseljem na pogovor, sem bil počaščen in sem se tudi na njega zelo pripravil. Upam, da bo to razvidno. Današnji pogovor je bil v resnici na nek način pogovor o zgodovini, o zgodovini naše stroke, infektologije v Sloveniji, naše klinike, pa tudi širše, zgodovina infekcijskih bolezni na svetu, kateri patogeni so bili včasih pomembni, kaj nas čaka v prihodnosti, koliko pandemij še lahko pričakujemo, kdaj bo naslednja, kako se spreminja svet z globalnim segrevanjem, z vojnami, z migracijami. Mislim, to je res tako, ko imaš pred sabo nekoga, ki je taka referenca in taka zakladnica izkušenj in znanja, kar ne zmanjka vprašanj. Tako da moram reči, čisto iskreno, da je bil tole zdaj eden najbolj zanimivih pogovorov, ki sem jih imel v življenju, pa najbrž veste, da se rad pogovarjam in se veliko pogovarjam. Sem pa navdušen, da vam tudi našo predstojnico lahko danes predstavim na iz druge plati, no, ker jo najbrž marsikdo pozna iz kakšnih člankov, pa iz tiskovnih konferenc, ampak dr. Lejko je super primer tega, kako za vrhunsko delo v medicini ni dovolj, da si izjemen zdravnik, ampak moraš biti tudi, da ne rečem predvsem, izjemen človek. In to pri njej pride čisto naravno, brez režije, brez različnih dogovarjanj o tem, kdo bo kaj rekel, in se vidi in se spozna. Tako da, kakorkoli, ne bom zdaj več tukaj opisoval, kaj vse sva se pogovarjala in kako sem navdušen, da sem tako fantastično gostjo dobil. Vas pustim v pogovor in ga lahko izkusite sami. Vesel bom seveda vaših komentarjev, podpore, delite lahko posnetek z vašimi prijatelji na vaših socialnih omrežjih, kakorkoli že. Kot vedno, hvala, da poslušate in uživajte v pogovoru. Ok, ja, zato, ker jaz tudi kdaj pol ne vem, kako začeti in pa mi je fajn, da to kar teče pa enkrat. Jaz sledim nobene anekdote, ne vem. Nobene anekdote? Vse pozabila. A res? Sem precej dolgočasen človek zgleda. Ojoj, glede na to, koliko anekdot je, v katerih tudi vi nastopate. Ja, že mogoče, sam jaz osebno se pa nič tazga, da spomnim, kar bi bilo za govoriti okrog. Moja babica je oboževala vice, to so bili še, ko sem bil mali, so bili vici aktualni. Ampak si ni niti enega nikoli mogla zapomniti, jih je imela v ful rada. Ne. Tako da iz tega vidika mislim, da ste lahko zelo zanimiv človek, tudi če oseb ne veste anekdot, kar je kdo drug ve. No, jaz sem imela enega sorodnika, ki si je vice zapisoval. Tako bi rekla stenografsko, kaj jaz vem.
recimo žena, frizer, ne vem kaj še nekaj, in tako je vedel, da je to vic od žene, ki je šla k frizerju. Asociativno si je zapisal. Tako zelo dober. In pa imel kaj v žepu za kakšna srečanja. Bil je tak zvešček. Koliko dolgo ste vi že zdravnica, doktor Lejko? To pa ne povem. To se reče, to sem se naučil v začetku specializacije, da se ne reče, ko se krožiš, ne rečeš, z mano je starejši specialist, ampak rečeš, je izkušen specialist. Ja, to pa je moja pogruntavščina. A res? Ja. No, vidite, to je že ena anekdota, ki velja. In vem, da tudi malo se mi zdi, da ko začneš delati v medicini, na leta drugače gledaš, ne? Kaj je mlado? 50-letnico vpisa na medicinsko fakulteto bomo letos praznovali. A, res? Moj letnik. No. Pa se da zračunati približno. V glavnem, to sem bolj tako iz nekega občutka, ja, kot neka referenca izkušenj in znanja. Ne. Zato jaz moram reči, da ponavadi nimam treme, ko grem tole snema, danes pa malo imam. Čisto nepotrebno. Ne, da mi boste kaj... Če kaj pomaga. Ne, da mi boste kaj naredili, ampak tako, a bom lahko izkoristil, ne, sploh v celoti, priložnost, da imam nekoga tukaj, ki ima tako ozadje v temi, ki me tako zanima. A se spomnite mogoče, zakaj ste se odločili za infektologijo, pa kako je takrat to izgledalo? Ne zakaj za infektologijo, ampak zakaj ste se odločili za medicino. Ja, še boljše. Za medicino do 8. razreda moja mama si je zelo želela, da bi bila jaz zdravnica, čeprav nihče v družini ni bil nikoli z tega poklica. Jaz sem bila pa vedno proti, ker se tudi bala zdravnikov, pa še zdaj se jih. Okay. In potem sem nabrala eno knjigo, že zdavnaj sem pozabila in avtorja in naslov, o eni ameriški zdravniški družini, ki je, tako bi rekla, življenjsko opisovala študij medicine. Vključno s tem, kako so na anatomijah imeli vaje, kako je patologijo delal in vse tiste stvari, kar študent pravzaprav kakšen tudi komi prenaša. In mene to tako zaintrigira, jaz rekla, jaz gre pa na medicino. Kakva moč ene knjige. Ja, zdaj mi je pa zelo žal, da ne veste naslova. Ne, nisem, pozabila sem, res ena taka, res me impresionira, mogoče koga drugega ne bi, ne? Ja, ampak... Ker sem brala tudi druge knjige v zdravnikih, tiste me niso nikoli preveč prepričale. Ne? Kaj pa potem, se ne vem, a je takrat bila specializacija infektološka ali je bila interna, pa potem... Takrat sem jaz začela, je bila interna za infektologijo. To ima tudi neko predzgodbo, ker infektologija je pač se ukvarjala s tako zvanimi nalezljivimi boleznimi, ja, ne. In to so bile predvsem otroške bolezni, potem pa to, kar mi smatramo kot zoonoze, pa meningitisi, pa črevesne okužbe, pa mogoče še kakšni šeni, pol so bile pa seveda te otroška paraliza, pa tetanusi, pa take stvari. Polio je še bil? Polio je bil, ni bil več takrat, ampak je bil prej. In je... S cepljenjem so te bolezni izginile. Ne? In potem so bili tudi blazno pametni stručkoti, ki še danes okrog solijo pamet drugim v medicini, ki so bili mnenja, da infektologija ni več potrebna. Aha, da smo preveč uspešno... To je veda, ki pač nima več prihodnosti. In potem, kar so pa infektologi sami ugotovili, je pa, da so se bolniki spremenili. Da to več niso oni otročiči, ki skoraj nič niso bolni, razen to, da imajo ošpice. Da to niso več oni mladci z drisko, ki so 3 dni v bolnici pa grejo domov, ampak da so to starejši, polimorbidni, imunokompromitirani bolniki z ogromno patologije, ki jo pa infektologi niso obvladali. Ne? Mislite internisti? Infektologi. Aha, ker niso imeli toliko interne v kroženju. Aha, na ta način razumem. Ja, in potem je bila ena struja, to je že precej pred mano bilo, ki je bilo pa mnenje, da je bilo dobro, da so internisti in se potem infektologijo v bistvu priučijo.
In tako je nekaj let pravzaprav bil razpis za interno medicino, specializacijo. Tako da takrat meni je to zelo koristilo, moram reči, ker mišljenja infektološkega se pač na kliniki naučiš. Medtem, ko nihče te pa ne more naučiti teh, zato sem se tudi toliko ukvarjala z endokarditisom pa s temi stvarmi, ker mi to ni bilo tuje. Razumem to in se mi zdi pa... Potem pa, če dovoliš, se je pa izkazalo, da so pa imeli internisti drugačne poglede in so v bistvu nekako imeli idejo, da je infektologija samo še ena veja interne medicine, tako kot je marsikje po svetu tudi. In ker so nekako pravzaprav že malo špekulirali, da bi nas dobesedno pogoltnili, so potem naši profesorji sklenili, da je zdaj pa temu konc in da bo treba spet nazaj uživeti specializacijo iz infektologije. In prva, ki jo je naredila, pol spet, je bila profesor Bijovičeva. A res? Ja. Kdo pa je bil v komisiji potem? Pojma nimam. Takrat so bili, bili. Profesor Račlova, profesor Maroltova, čeprav razumem, profesor Pikl. Infektologija je obstajala, potem nekaj časa ne, in potem spet... Specializacija je sam zamrla. Razumem, in potem je... In potem je celo, malo se je tudi spremenila, je malo več interne medicine dobila, potem so pa naredili še specializacijo za pediatrijo, infektološko pediatrijo. To pa ni bila uspešna stvar, ker imamo pravzaprav, kaj bi rekla, premalo delano. Ni toliko veliko, mislim, pa še ena druga stvar je bila, ki je bila mogoče tudi pomembna, je bilo sklepi, da naj otroke zdravijo pediatri. Ki imajo znanje infektologije. Ki pa potem imajo znanje česarkoli. Ne pa infektologi, ki imajo znanje pediatrije. Zdaj naši pediatri pa pravijo, mi bi pa tudi vse malo več infektologije potrebovali, ker je le, bi rekla, kaj se zdaj tudi pri njih vidi. So otroci z imunskimi boleznimi, so otroci z umetnimi zaklopkami, so otroci na kemoterapiji, vse tak je zdaj. In oni te patologije do zdaj imeli niso, zdaj pa zmeri več. A je to, da imajo pediatri, infektologi manj, da rečem, dela na ta način, v bistvu neka zgodba uspeha cepljenja? Drugačno patologijo imajo, to je sigurno uspeh cepljenja, ker jaz moram reči, koliko let sem že, da ne rečem koliko, mene bi bilo groza delati v urgenci, ker da vem, če bi prepoznala ošpice. Mislim, jaz sem jih toliko malo videla v vsej tej moji karieri, da bi še vedno nekoga poklicala ti, da je pogled, če so to res ošpice. Čist verjamem. To, kar ste Davice nisem videla, Davico je videla profesor Račlova, zadnja od aktivnih slovenskih doktorjev, infektologov. Poliomielitisa, hvala Bogu, nismo imeli. Tetanus neonatalni nismo videli. Imeli smo primere pri starejših. Oslovski kašelj, ta je bil. Pa pride nazaj. Prihaja, kaj še? Rdečke so najbrž... Rdečke so pa zelo hinavske. Rdečke so pa tako neznačilne, da jih mimogrede spregledaš. In so potem nosečke k nam hodile se testirati, če imajo res rdečke. Ampak to je en velik preboj, se mi zdi, na našem področju, je to, ko ste rekli, imunosupresija. Velik uspeh medicine, zdravljenje levkemije, zdravljenje presajanje organov. In ob tem, ko se imunski sistem zavira, pridajo upoštev določene stvari, ki jih morda infektologija ni toliko poznala, pa toliko zdravila. Jaz mislim, da smo se tega, kar ni poznala in ni toliko zdravila, najprej pri rajcu naučili. Ker so tukaj bile bolezni, ki si jih znal, če si se hotel zagreb za 10, tam od spod v fusnoti, v knjigi. V malem tisku. In kar si ti stvedel, si bil frajer. Bolezni, ki jih tudi starejši kolegi niso nikoli videli. Kriptokokni meningitis, naprimer. Halo? Veš, da obstaja pa... Tuberkulozo smo poznala. Tuberkuloza se sicer pri nas pljučna zdrav na golniku,
Ampak koliko je bilo AIDS-a odkritega, zato so oni dobili bolnike s tuberkulozo, ker tuberkuloza je tudi začela zginjati pri nas, počasne. Ja. Tako da je še kar veliko takih stvari, potem toksoplasmoza, Ja. možganov, tega pri odraslem človeku nisi videl, zlepa ne. Potem CMV, mislim, lahko greva celo infektologijo, češ. Ja. Ko odpreš poglavjo HIV, AIDS, imaš kar istočnic, to kot ste rekli, in vidiš, kaj vse si še moraš prebrati, ker je to redko drugače. Pnevmocisti skarini se še takrat imenovala. Tega mi nismo zdravili prej, pozniti, kaj dosti poznali. Vedeli smo, da je. Ampak kako to izgleda, kako to zdraviš tega, to smo se vse morali naučiti. Koliko dolgo pa je trajalo, a veste mogoče to, ali pa, da je ta HIV, AIDS bil postal relevanten za našo državo? Zelo malo po tistem, ko se je začel. Ko sem jaz na kliniko prišla, malo po tistem, ali že takrat se je začel počas, so še govorili o eni drugi bolezni, ampak ne bom se zdaj spomnila točno, kako se ji reče. To je bilo humani z retrovirusom povezani na imunska pomanjkljivost. Nekaj v tem smislu, tako kot ima mačke, en podoben HIV. Podobno se je tudi pri ljudeh imenovalo, potem je pa to malo se preimenovalo v AIDS. Ker sem enkrat s profesor Tomažičem govoril, je rekel, da v tistih časih se je tudi bilo veliko ene skrbi in stresa in strahu pri zdravnikih, ker se ni točno vedelo, kakšen stik je dovolj za prenos na začetku. Ja, to je zelo zanimivo poglavje, ker pravzaprav se zdaj vemo, ampak tudi če te eno griznega lahko dobiš, ker takrat je to naprimer ni veljalo kar tako. Imeli pa smo primer, po ugrizu. Dobro, so bili še drugi dejavniki tveganja mogoče, ampak skratka, predvsem je pa bil strah med osebjem, kako se bo, ker takrat nismo imeli tistih igel, ki varujejo, ker tam smo tudi brez igel ni lahko odzema, oziroma tako, da ne pride do kontaminacije. Tega nič ni bilo, Da ne rečem, da so bile tudi vas material je bil bistveno slabši, kot zdaj. Ja, zdaj je to itak popolnoma druga bolezen, odkar se zna zdraviti. To pa sploh. Tudi odkar vemo, koliko in kdaj je bolnik okužen, kakor vemo v Sloveniji, itak nezdravljenih je malo, vsaj kakor jih poznamo. Skoraj nič, lahko rečeva. Ja. In tudi se mi zdi, da ta stigma pa še malo ostaja mogoče, Stigma nalezljivih bolezni bo zmerja. Če bereš Ben-Hurja, gobavci in tako naprej. Danes, ko vemo, koliko pravzaprav gobavost ni tako zelo kužna, da bi se kar takoj nalezel, moraš dolgo s nekom živeti. Jaz se kar čudim, zakaj so tako, bi rekla, rigidno oziroma strogo s temi ljudmi delali. Res je pa, da to je grda bolezen. Ja, po moje, ker tako dramatično zgleda. In tudi tuberkuloza niso kaj dosti lepš gledali. Čeprav so obolevali mladi ljudje, pa sen. To je res, kako je to noro, te velike težave sveta, ko malo bereš o tuberkulozi recimo in o kakšnih nekoče ošpice celo, ki jih sploh ne razumeš to kot modern slovenski infektolog, ker je pa tudi te agencije, ki se prenašajo, že samo to, da imaš ti v državi urejen vodovod, se mi zdi, da ti pol infektologije Ja, tista zgodba o koleri v Londonu. V Londonu, to pa ne poznam. Ja, to je začetek epidemiologije. V Londonu so imeli izbruhe kolere in mislim, da je bil snov, da se je pisal snov, ampak nisem čisto sigurna, nekaj v tem tacga. In on se je zadal, da bo ugotovil, kako ta kolera se sploh prenaša, in je potem ugotovil, da so se klaster primerov, skupek primerov okrog ene črpalke za vodo na enem križišču v eni četrti londonski, in je dokazal, da se tista voda bila kontaminirana, in tako se je začela epidemiologija, dejansko, ker je prav epidemiološko raziskal izbruh. To je famozna črpalka. Kako dober. Kolera ampak v Evropi to
Nisem poznal tega primera. Ja, bila je kolera, bila. Mislim, ni jo bilo toliko kot v Indiji. Ja. Je bila v Naplu kolera, je bila v Londonu kolera, pa še marsikje verjetno. Ja, to so nam pokazali tam v Zambiji, ko sem bil na odpravi v apostlo, ki ima izrez, da se samo uležeš in teče od tebe, da se ni treba niti ustati za stranišče, ker ni možno. Ne. Tako da noro, kako raznoliko, mislim, mene to, ko sem jaz razmišljal o specializaciji, sicer že zgodaj na faksu infektologije, mi je to bilo zanimivo. Ne. To življenje okrog nas. Ne. Nekaj je zdaj medicina, ki jo človek na nek način ustvari, ne. Pa se naučimo zamenjati coke. Smo ga mi sestavili, pa ga naredimo. Ne. Nekaj je pa svet okoli nas, ki se razvija in tudi moram reči, zdaj, ko se učim za izpit, me zmeri bolj straši, kaj vse obstaja. Kaj še ne vemo? Kaj še ne vemo, pa kaj ostane v tebi, kot ste rekli, te bolezni AIDS-a, recimo leukemije, nek agens, ki v telesu ostane in je čist tih in ne more nič, dokler... Prioni. Prioni. To so nore krave, ne? Pa ena posebna bolezen nespečnosti, ki je smrtna. Tako da, še prej sem snemala, kar mi je žal, ste rekli, da ste kar prepričani, da eno tako pandemijo, kot je bila COVID, bomo še doživeli zdravniki, ki zdaj delamo na kliniki. Vi mladi gotov. Ampak a ni to enkrat na 100 let, to sem nekaj slišal, da so take stvari? No, če zdaj jaz gledam mojo kariero, pravzaprav začel se je že za temi SARS-i. Takrat, ki so ostali na vzhodu. Vsako leto je tak ali tak bil izbruh gripe, pa še pred tem je bila mislim, da je bila prašičja ali svinjska, kjera že tistim ponesrečenim cepivom. Potem je pa bila najprej je bil SARS, tisti je bilo kar zelo strašljivo, ker so dejansko umirali zdravstveni delavci. Neverjeten, koliko jih je umrl. Kljub temu, da so delali v modernih bolnicah, v Torontu recimo. Kdaj je bilo to? To ni bilo toliko dolgo nazaj, ne? 2002-2003. Takrat so bile uporabljene izredno drastične mere. Drastične do konca. Tako da je tudi bila popoln lockdown v Pekingu, se lahko zamisliš, kako to izgleda v Pekingu. Pol je bilo v Torontu 5000 ljudi v karanteni in so zadevo v 3-4 mesecih ustavili. Do te mere, da se ni več, so bili še poleni majhni valovčki, ampak nič kaj posebnega. A pri nas smo se kaj pripravljali takrat? Mi smo se pa zelo pripravljali in je, pravzaprav nismo imeli nobenega znanja, ne, o tem, kako se sploh pripraviš na tako reč, ne. In imeli smo navodila, pa smo imeli, kje bo bolnik zelo podobno, kot zdaj pri COVID-u, kje bo bolnik ležal, kako se bomo oblekali, kako ga bomo tja transportirali, zdravila, tako ali tako ni bilo nobenega. In potem smo v pozoru stali in čakali. No, to lahko mogoče bila ena anekdota, ker smo sedeli, včasih smo v dežurstvu imeli toliko časa, da se je cela ekipa dobila in smo spili kavico. Takrat smo tudi malo se, bi rekla, update glede kakšnih upravljivih stvari. Ne? In tako smo nekako bili zelo tesno povezan kolektiv. In tam sedimo, jaz pa dežurni intenzivist, in se pogovarjajo, se rekla, ne bi bil hec, če bi zdaj le še SARS prišel. In v tistem zvonc. A ta, SARS zvonc. Da je zvonc na sprejemni, da so nekoga pripeljali Slovenj Gradca, ki ima SARS. Da seveda ga ni imel, ne. Ampak ne, kaj pa zdaj, ne. Ne, ga ni bilo, ne. Nismo imeli. Evropa ga ni imela. Se mi zdi, da zdravniki smo tako vraževerni za take stvari, ne, da če je mirno dežurstvo, Bog ne daj, da kaj tazga rečeš. Ne, Bog ne daj. A res je nikjer nobenega, takoj zvonc. In se mi zdi, da si prav zasovražen tam med sestrami, če priješ mimo pa rečeš, danes je pa mirno. Skočijo vsi gor. SARS sicer, tako jaz se z vami, tako bi se pogovarjal kratko na kliniki, ampak za tiste, ki poslušajo, pa niso zdravniki, se pravi, to je isto bil koronavirus, ali samo drugačen. Bolj je bil navaren, ne? Bolj je bil navaren, ampak mogoče ni bil tako grozen, bolj nalezljiv, kot je recimo bil zdaj Omikron. Pa se to mogoče gre, a ne gre to včasih tako malo za nasprotna procesa, ne? Če je nekaj zelo smrtno, se težje razširi. Če gledamo tudi ebolo, ne?
To je še ena stvar, ki sem vas hotel vprašati, to je bilo pa 2014 Zahodna je bil Afrika, tisti največji izbruh. Sierra Leone in to. Zebolo, ti težko potuješ, ne? Mislim, razen če si v neki hudi inkubaciji, pa si še v redu. Ker je tako dramatična slika. Ne? Ti si za COVID bil lahko kužen, ko hudič, pa si hodil po No, pri eboli pravijo zdaj, da je treba govoriti Ebola? Meni nikoli ni bilo čisto jasno, zakaj je tako nalezljiva. Ne? Ja, Če se prenaša stikom, ne aerogeno, ne kapljično, ampak to je stikom. zanimivo. Ja. In kako je to mogoče, kaj ti ljudje delajo, da to prenesejo na sebe, ne? Ker so pa res umirali in zbolevali, predvsem tisti, ki so bolnike negovali. In potem, ko si je bil ta izbruh, ko si končno videl, kakšna je klinična slika Kako ebole, teče, ne? Ja, pol ti je pa bilo jasno, ne? Ker so bili bolniki, ki so litri tekočine z njih tekli, a ne, so imeli driske, so znojili se, so krvaveli. Nemogoče, da se izogneš stiku, ne. To so res take dramatične virusi. In se tak bolnik ne bo šel v shopping, ne? Ta bo težko koga, bo okužil tam bolj okoli sebe. In tudi zdravstveni delavci. Lahko bi prišel, ne, teoretično v inkubaciji, ki je od 2 dni do, koliko zdaj že 14 ali 21. Si bom zapomnil za izpit. In če gre zelo hitro na avion, še lih pride, ne. A vse so bili, ne? Pa tudi na začetku nima tako izrazitih simptomov teh. Ja, seveda. Ne, zgleda bolj kot eno vročinsko stanje. In kar je, mislim, zato je meni infektologija zanimiva, ne? Ko rečeš to, kot ste zdaj opisali, ne? Ebola, bolnik krvavi iz ušes, iz prebavil, iz povsod, ne? Bi si mislil, da to je nek virus, ki ti tam razžre vse, ampak v resnici, kot sem bral, ker me zanimajo te filovirusi zelo, gre ta virus v naše lastne imunske celice in v njih sproži izločanje faktorjev, ki naredijo vso to sranje po domače. Ne? Yes. In to meni... Kateri virusi to delajo. Pa endotelijsko okvaro, se pravi okvaro teh celic, ki so, ki oblagajo naše žile, to tudi dela. Ja. No, ampak s to ebolo je tudi hec, ne. Takrat sem jaz delala na službi za preprečevanje bolnišničnih okužb nekaj časa, sem bila vodja te službe. In kada sem šla na dopust, sem rekla, pa pazite, da ne bi kakšna ebola izbruhnila. Spet, a se niste že naučili s tistim SARS-om, da ne smete tega govoriti? In seveda, točno poletje je izbruhnila, ne. Lihko sem bila na dopustu. No, ne pri nas, ampak se je bilo treba začeti pripravljati, ker je bilo še bolj mučno, ker takrat pa nismo imeli, pravzaprav, imeli smo od SARS-a komplete, ki pa za ebolo niso bili primerni. Ker so prepuščali po šivih, tisti so bili kompleti primerni za to, kar se danes vidi, če gledaš po televiziji, tele forenzike, ki hodijo v tistih kombinezonih okrog. To pušča, ne? Po šivih pušča, ker niso neprodušno zaprti. In teh takih kombinezonov mi nismo imeli. In seveda, ker je bila takrat vrhunc epidemije v Afriki, jih tudi kupiti nisi mogel. Ker to tudi ni nekaj, kar bi kar na policah bilo. Tako da smo se fest namučili, da smo to dobili. In takrat smo se tudi naučili, da so te versafloji najbolj komod in da so maske lahko problematične, ker si jih gor, pa te FFP3 maske so precej zoprne, ne, za uporabo. Pa smo se naučili, kako se te kombinezone oblače in slače in tako. In tisto lepljenje, rokavice je še v debole ostalo, ki je bilo v bistvu brez veze. To vse to, kar smo zdaj v COVID-u uporabljali. Takrat vem, da ste imeli, in ste tudi imeli protokol enako, kot za SARS, kam bo šel bolnik, preko katere... Imeli smo to protokol, prvič, kako bolnika ujeti na letalu, recimo na letališču, ali pa pri kakšnih drugih vstopnih točkah, to smo zelo natančno naredili. Kako protokol. Ja, vsi deležniki so sodelovali v tem, takrat je Luka imela še kar dober, ta mednarodna, ti so imeli kar dobre protokole, letališče pa ni imelo, ne. Letališče pa ni imelo in potem smo sedeli z njimi, pa s policijo, pa z vojsko, pa z NIJZ, pa ministrstvo, pa inšpekcija, smo kar veliko časa sedeli in je kar fajn dokument prišel ven, vstopne točke v skladu z mednarodnim zdravstvenim pravilnikom,
kako to ravnati. In je bilo, se mi zdi, da bi funkcioniralo. Potem smo imeli pa vajo, tista vaja pa tudi bila, bi rekla, mogoče za kakšno serijo male klinike, ne. Po eni strani, ker nismo bili seveda nezverzirani, kje pa, ne. In pacient, naš mladi specialist, intenzivist, je bil pacient in on je bil na letalu in njemu je bilo slabo in se je slabo počutil in tako naprej, skratka. Ja, zaigral malo Zaigral stisko, in kako so potem stjuardese so imele navodila, kaj v takem primeru narediti. celotna veriga. Ja, cela veriga. In seveda vsi potniki na letalu so morali počakati, seveda potniki smo bili mi, sodelujoči v vaji, in je cela zgodba potekala precej dolg. Ker preden je tista zdravnica, ki je delala na Brniku, ker tam imajo dežurno službo, ne, ona tudi ni bila vešča, ne, in se je potem lepo oblekla, pa to in je tako cela vaja po vseh tistih, bi rekla, fazah, ker pa smo bolnika spravili v rešilca, pa je prišel na kliniko, pa smo ga tukaj sprejeli, pa je potem prišel pa smo naredili odvzem krvi, tako kot je treba, pa smo imeli tam komoro narejeno, da bi lahko laboranti v komori delali, ker drugače to ne moreš delati, to so te povzročitelji so taki, da zahtevajo zelo veliko zaščito, če imaš opravka s krvjo, ne. Ja. Smo imeli tam v sobi 9 je bila ali pa na oddelku 1. Dol na koncu smo imeli mi tisti ebola oddelek takrat. Ja. No, in tam smo potem tudi so lahko naredili krvno sliko, pa vse so laborantki prišle, so se oblekle, so to vse naredili. Se tam je fajn, ker je vhod ločen od zunaj. Tam je bil v bistvu oddelek za karanteno, temu je bil namenjen, ne. Še takrat, ko so staro kliniko zidali, je bil ta oddelek možno povsem oddeliti od glavne stavbe. Vhod je bil odzad, vhod je bil odzad in sobe so bile in vrata so bila. Tako da ta klinika je kar dobro narejena, kar se tiče preprečevanja prenosa. Problem pa seveda, ker je stara in zdaj smo v času covida marsikakšna vrata zamenjali, ki jih prej leta in leta nismo mogli zamenjati. Zato mi zdaj izgleda zelo nobel, ker so vsa vrata steklena, kartico daš, se odpre, prej je pa tokle pod vrati pihal, ne. Ja, saj to je kdaj, tudi se spomnim, ko sem jaz še študent bil, tudi klim ni bilo, se še zdaj jih ni povsod, no. No, se klime pravzaprav niti niso v skladu z neko doktrino preprečevanja okužb, ne, ker te klime, ki jih mi imamo, niso primerne, ne. Ampak nemogoče je narediti en tak pravi sistem prezračevanja v taki stari hiši, kot je tole. Ker more pa biti, ne, ker jaz se spomnim, da smo probali zbijati vročino nekomu, ki je imel v sobi 40 stopinj, ne. Ne, seveda, ne. Mi smo enkrat se je bilo to treba zapreti en del oddelka 3, ker so tiste sobe na popoldansko sonce in je bila vročina, kot v peklu je bilo. Ampak vse te priprave, to sem se hotel vprašati, zdaj, ko ste govorili, takrat, ko ste s tem intenzivistom na tem zvoncu za SARS, a je bil doktor Pokoren mogoče v službi? Pa ne vem, a je bil, mogoče je bil. A veste zakaj? Ker vem, da je ena epizoda, ampak ena epizoda NMK, zdaj, ko ste govorila, jaz se tukaj spomnim, je bila tale fora s SARSom in točno ta fora, da so jim tja v 2 minutah najavili enega iz letališča, ki je dvakrat, ne vem, zakašljal in kako so se mogli vsi v sekundi pripraviti, tako da se mi je zdaj, da mogoče je dobil. To smo se veliko o tem pogovarjali. Ja, sej, absolutno. Mislim, se to naše življenje tam da veliko istočnic za tako ustvarjanje, se mi zdi. Ampak to sem hotel vprašati, a so vse te priprave kaj pomagale za pol, ko je COVID prišel? Sigurno, ker si imel pravzaprav predstavo o tem, kaj se lahko zgodi. Zdaj govorimo o posameznih, ne o tej masi bolnikov, tega pa si nismo mogli predstavljati, čisto pošteno. Ja, pol je bila pred ebolo, je bila še ptičja gripa, tista ni bila nič pomembna in potem je bila 2009 pandemija gripe, ne. Objavljena strani Svetovne zdravstvene organizacije, ki so zato tudi kar precej kritizirali. Začeli se kar precej grozljiv, ne, v Mehiki so umirali mladi ljudje.
Zato je potem zavladala taka panika, da ni to spet ta famozen H1N1 tip gripe, ki vemo, kaj je delal med špansko gripo. In je bil na nek način podoben, ne? Ker so s hudo gripo zbolevali mladi ljudje in tudi najbolj so nasrkale pa nosečnice. In je imela neke značilnosti, sam ni se pa tako besno širila kot španska gripa in v bistvu je bila epidemija, če bereš tiste številke, koliko je ljudi zboleli, koliko jih je umrlo, so kar impresivne, ampak daleč ne dosegajo SARS-a, tega SARS-CoV-2. COVID-a. Ja. Kaj je pol bilo glavni šok pri COVID-u? Ta nenadna, ta neka eksponentna rast primerov? Ali? Ja, najprej pride eden, ne? Ja. Se samo okrog obrne, pa jih je 5. In to so šle številke kar tako gor, ne? To je bilo po mojem najbolj šokantno. In tudi intenziva, ne? Sej mi smo imeli pripravljene posle, ampak kaj ti to pomaga, če imaš v parih dneh vse polne? Rezerve pa nikjer. Kako je pa to, a se jaz prav spomnim, da ste vi, malo preden je ta COVID pandemija prišla, podaljšali svoje mesto kot predstojnica? Tik pred tem. Da, če bi imela zrno soli v glavi, to verjetno ne bi naredila. Kako je to? Takrat še ni bilo. No, ja, tako. To je bilo se mi zdi, par mesecev. 6. februarja sem imela iztek mandata, ampak prijavce bo že malo prej. Ja. Takrat pač nisem mogla umakniti, ne več. Da bi takrat umaknila. To bi bilo zabavno. Ne. In kako je pa to pol? Nimam tistega zrna soli v glavi. Kako je pa pol to z vaše perspektive izgledal recimo ta prvi primer? Če se spomnite, kaj je tisti prvi marca. Primer so vsi me klicali, vsi so bili že iz sebe, mikrobiologi so bili pod hudim pritiskom takrat. Že pri prvem? Zaradi tega, ker so jih skozi sumili, da so skrivajo primere. Točno, ker smo vsi že toliko čakali. Ja, vsi smo čakali, ne. In kje so zdaj ti skrivajo, nočejo jih prijaviti. Narobe delajo brise. Narobe delajo in potem jim je kar odleglo. Ne. Ja, tako, drugač pa seveda je bila tako tiskovna konferenca in take treperije. Ne, in potem v bistvu si pač v tem noter pa nisi toliko v skrbi, kako bojo, ker si upaš, da si jih toliko pripravil, da bodo vedeli, kaj delati. In takrat je v resnici pol še ni čist pričakovali, da bo to tako eksplodiralo. Ne? Mi smo, kot ste rekli, smo imeli nekih par sob pripravljenih. Ne, seveda, kaj pa češ? Ja. Če ni nikjer nobenega, boš ti kar celo kliniko sprazno, se to ne gre pri nas tako, ne. Mi smo jih takrat končevali epidemijo gripe. Je še bila gripa, ne? Mi smo imeli še takrat del gripe v Šiški, ko se je tole začel. Točno. Ne? Jaz se spomnim tistega časa zelo tako, kot da je vsak dan je bilo malo drugače. Nek nov sestank, nek nov dekret. Sestank, ja. Vi ste jih imeli najbrž še 10-krat več. Mi smo imeli na več nivojih sestanke, ne? Ampak najbolj za mene pomembni so bili te, ko smo jih imeli v kliničnem centru. Vsako jutro. Vodstvo kliničnega centra, potem posamezniki iz klinike in ključne osebe v kliničnem centru, ki smo jih rabili. Ne. Takrat smo se z vsakim posebej pogovarjali. Ja, kako bomo peljali nekoga na rentgen? Kako bomo kri? Kaj bomo naredili, če danes na jutri ni več posle? Koga bomo vrgli ven iz sob, da bomo posle pripravili? Vsako jutro, jaz imam čez 300 zapisnikov teh sestankov. Ja, vem, spomnim se potem naših lokalnih raportov, ne, to so bili pol raporti. Ko so pa bili pol samo vsak dan drugačna neka nova navodila in pol to nenadno, najbolj stresno mi je bilo, kako se je začeli hitro razvijati. Ker naenkrat vsi nazaj iz VPD, vsi nazaj iz kroženja, vse specializante v hišo, si res imel občutek. Pol pa seveda vse naučiti, kamor jo zdaj delati, ne, se večina se niti ni znala, ne. Seveda, ja. Pa še to vprašanje mask. Ja. Mene je bilo to najhujše. Zjutraj, preden sem šel v službo, sem odprl, ne vem zakaj, neumnost, neke novice, ne?
In že prva novica. Ne. Maske, ki so bile na poti, jih ni, pa jih zmanjkalo, pa Nemčija zadržala, pa ne vem kaj. Ja, bilo je stresno zelo, to je bilo zelo stresno, ne, ker na srečo se je potem to obrnilo, ker pač smo imeli tudi zelo sposobnega generalnega direktorja, dr. Poklukarja, ki je bil človek od akcije. Ne, njemu se imamo za marsikaj zahvaliti, da je šla epidemija tako, kot je šla. In prav, da bi prav res zmanjkale maske v kliničnem centru, nikoli niso. Smo pa res malo pazili, da smo v pravem, bi rekla, da so bile uporabljene na pravilen način, pa v pravilnih indikacijah. A ne? Ja. Ne takrat, ko nič ne delaš pri pacientu, pa sam hodiš po hodniku, ne takrat, ko te je strah ali kaj takega, ampak takrat, ko si pri pacientu, se pa moraš v celoti zaščititi. Ja. Ampak so tudi sicer, smo imeli kar malo med zaposlenimi primere, na srečo nobenega hudega, mislim, so bili hudi, no, ampak ne hudi v tem smislu, da bi te ljudje rabili intubacijo pa tako naprej. In to je nekaj, za kar sem še danes vesela oziroma hvaležna komarkoli, da nam ni noben umrl, naš zaposlen. Kar je bilo v tujini, ne? V tujini pa bilo, ja. Jaz mislim, da je še ena zelo taka stvar, ki vam je med drugim nisem zavidal v tem času, ne? So bila ta vprašanja protokolov sivih con, se pravi, kam gre bolnik, ker ni bilo hitrih brisov na začetku, brisi, na katere si čakal več ur. Ja, ja. Bolnik rabi nekje biti, kašla, lahko je gripa, lahko ima pljučnico, lahko ima COVID, lahko ima infarkt. Kje je, kdo ga gleda, zato kam čaka? Zato so bili pa prostori v ZVD-ju narejeni, ne? Ampak to ni bilo takoj na začetku. To je bilo kasneje. Ker meni ta prvo poletje, ampak poleti niti nismo imeli. Je bilo manj primerov. To je jesen se začel, ne? Jesen se pa začeli. Ja, ker se spomnim, da so... Ampak takrat, pa zdaj točno se ne spomnim, kdaj je začela pediatrična klinika PCR delati. Tega se pa ne spomnim. Mogla bi prav pogledati v papirje. Ki so pa še oni delali. Problem je, to je bil dejanski problem, hitrost dobivanja laboratorijskih rezultatov. Ker mikrobiologija je pač delala, kolikor je lahko, moram reči, da so res ogromno naredili. Ja. Ampak oni so tudi začeli sam s kapacitete niso imeli velike, ne? In če si 4 teste, ne vem, koliko so oni imeli s kapaciteto aparata, ampak če si 4 teste naenkrat lahko naredil, tam smo imeli pa, ne vem, 30-40 testov, se to cel dan trajalo. No, pa smo mi začeli zelo hitro uporabljati te hitre teste, Sofija. In to nam je zelo pomagalo. In pol je začel pa pediatrični laboratorij delati. Oni so imeli know-how, ker se ogromno ukvarjajo z genetiko, aparaturo so dobili in so kar hitro zalaufali. Pa je bilo pa malo lažje. No. Pa so tudi ta testirna mesta bila vzpostavljena s časoma. So se pa zelo spreminjale doktrine, koga testirati, koga izolirati. Zato, ker ni bilo testov, pa se pač na začetku nekaj časa sam zelo simptomatske, pa za bolnice, pa tako skratka, to se je tudi spreminjalo. Če se gleda tiste grafe od COVID sledilnika, je najbolj pogosta spremenjen režim testiranja. Ja, seveda. Jo, to so bili eni časi. Sej se mi zdi, da potem, kot ste rekli, se je vse malo stabiliziralo. Ena stvar so bili hitri brisi, druga stvar, da smo malo bolj znali že zdraviti kaj, ne. Prišlo je dovolj opreme, pa se mi zdi, da je prišla ta problematika ozkega grla intenzive, ne, z delta sevom in... No, mi smo imeli srečo v začetku, ker pred leta 2016, ja, 2016 smo mi povsem renovirali intenzivo. Res smo jo zrihtali v nulo. Ne? Da smo pa to lahko naredili, smo pa mogli intenzivo preseliti. In intenzivo smo preselili na oddelek 1. In zato oddelek 1 opremljen za bit intenziva. To je pač bilo naključje,
ker ne moreš to kar tako narediti. Ne? Recimo tam na oddelku je ena stoji neka omara, ne? Ker se mogoče vsak vpraša, zakaj pa to tle. To je neka električna omara, ker pravzaprav oddelek ni bil primeren za vso to elektriko, ki jo golta intenziva. Ne? Je bilo treba najprej to inštalirati, preden smo sploh lahko se pogovarjali, a bo šla intenziva dol ali ne. No, to in potem smo mi začeli pripravljati tudi oddelek 2. Tako da nekaj časa smo imeli mi 3 intenzive. Ne? Se spomnim. Originalna, pa dol, pa oddelek 2. Nekaj časa je bilo pol klinika intenziva. Se je funkcioniral, ne moram reči, da ni, ampak se je videlo, da bojo problemi, ne? Da ne bo zadosti postelj, ker bolnik, če ti je enkrat v intenzivo dobil, zlepa ni šel ven. Ja. Zlepa ni šel ven. In pol so se tam odpirali oddelki v bolnici Petra Držaja, ki je pa toliko oddaljena, da pa ne je mogoče, da bi ti zdaj kar vozil bolnike levo, desno. In smo tam en del enega oddelka, tam, ki je bila včasih kirurška intenziva, smo naredili našo intenzivo, ker smo tudi imeli možnosti še malo izolirati. Pa tako. In tista stvar je tudi kar dobro funkcionirala. In smo mi v bistvu v bolnici Petra Držaja smo zasedli vse 3 štuke tam, plus smo nekaj časa bili tudi na kliniki za hipertenzijo, pa še en del klinike za revmatologijo. Tako da smo skoraj vse okupirali tiste interne klinike tam v BPD. Tako da smo pravzaprav izrinjali te druge, kar je pa bil res problem. Kje so bili pol ti ljudje v resnici? Kaj je bil pa res problem pol, ne? In potem smo prišli v eno situacijo, ki pa ni bilo več možno nič. Ne? Ker pač tudi internisti rabijo postelje, pa tudi kirurgi rabijo postelje, pa vsi. In kaj zdaj narediti? Ne? Ker takrat je bila pa delta in je bilo jasno in evidentno, da to ne bo dobro. Cepivo je bilo na obzorju, ni ga pa še bilo. In pa so bile vse sorte ideje, kaj lahko naredimo. Ne? Od tega, da bi šli na gospodarsko razstavišče, naprimer, pa še kakšne druge. Od tega, da bi bolnike v tujino pošiljali na intenzivo, kar se je skazalo, da sploh ne pride v poštev. Skratka, in potem je prišel doktor Poklukar na idejo, da bi hale v DTS-u preuredil v intenzivne enote ali pa tudi sicer v COVID oddelke. In to je bila briljantna ideja, po moje. Zagotovo, ja. S tem, da te hale, to je to kot iz enega filma groze, ne. Prideš in je grozen. Mene ne vem, če je kaj tako... kot une štenge, ne, tam, ki so ostale kontaminirane celo epidemijo. Ne? Ja. To je bilo vse, ker ti prostori niti niso bili zaprti, sploh tisti gor na vrh, ne, to je bilo vse odprto. Ja. Tam ni bilo oken. To vse stalo. In to moram tudi reči, da ne, naše tehnične službe so pa res čudeže naredile. Ne. Res so naredili čudeže, da so napalali pline, da je bila elektrika, da je bilo vse narejeno, da smo mi lahko bolnika vselili. Ni pa bilo narejeno za dežurne zdravnike, ne, ko smo prišli na otvoritev tiste intenzive, ne. Smo rekli, čakaj, kje pa je dežurni zdravnik? Kje ima sobo? Kje pa ima sobo? Se bo delal? Ja, a jo rab? Ja. A ni kriza? Ne, in potem smo nekaj zimprovizirali na vrh in pa se je to s časoma uredilo. Ampak zadeve so bile zmeri zelo hektične. Jaz ne vem, če me je kaj v življenju toliko ne sam pretresel, dejansko demotiviral, kot ko sem prvič v ta DTS prišel, tako kot ste rekli. Ker sej urejen, mislim, ideja je bila super, rešitev je bila, urejen je bilo, ampak jaz sem večino pandemije do takrat, do tiste točke delal na kliniki, kjer vseeno imaš nek oddelek pa sobe, pa nek občutek, da se enkrat konča. In ko sem prišel najprej v tisto halo, ne, zaflikano, pa pol dol do bolnikov in si pogledal in se ni končal. In si tudi kar govoril, tle so 3 tvoji, pa en na uni strani, pa 2 tam. In to je bilo tako grozen meni takrat. Tudi takoj se je napolnil. Takoj se je napolnil in pol se človek marsikaj navadi. Na koncu mi je bilo tam delati že v bistvu na nek način dober, ker si imel pa v eni hali, to je bilo
prva res multidisciplinarna intenziva, se mi zdi. Ne? Si imel tam kirurga, tam internista, lažje je bilo ljudem, anesteziologe. lažje je bilo, nevrologi so bili, kardiologi so bili. Vse znanje na kupu. Take ekipe so se naredile. Ne? In na koncu, ja, ampak ker jaz sem za novo leto sva z dr. Knaflom bila dežurna v DTS v intenzivi in se spomnim, takrat sem imel pa, mislim, da je bila hčerka stara, pol leta ali nekaj tazga, nič nismo spali že doma in seveda so tam vsi navdušeno, ampak za novo leto, da se bo pač polnoči bomo pa mi bomo na zdravo. Tako in se veselili, jaz sem bil pa že tako utrujen, da sem pač, ko je bila stabilna, seveda, da bo itak po noč neki, ne, sem hotel iti spat, ne. In tam ta soba, ki ste rekli, da so jo zimprovizirali, je bila res stena iz ne vem česa, ampak ki je dosti boljš od kartona, ni mogel biti. Seveda, to je bil klav. In se spomnim, da sem šel pol dol, ne, ker dol si šel čez urgenco iz DTS-ja in spredje je dežurna lekarna, tam, ki moraš pozvoniti, da pride. V halji sem šel, ne, me gleda, pa sem rekel, če mi ene čepke za ušesa proda. In se je prav smejala. Sem rekel, jaz ne morem tam tega petja pa veselja za novo leto, ker že tako doma ne spimo in rabim zdaj, ker tisti telefon dežurni pa slišiš čez vse, tako da to ni bil problem. Ja, zdaj, to sem hotel vprašati, obstaja delavnik kot predstojnica infekcijske klinike med COVID časom? Ne. Ne. Mi smo imeli zjutraj sestanke, potem so bili vmes še sestanki, potem smo popoldne imeli skoraj vsak dan sestanek posvetovalne skupine. Potem so bile tiskovne konference, potem je bilo treba še poročati in na ministrstvu in kamorkoli, skratka, skozi bil nekaj vpet, potem smo pa še zvečer malo bilanco delali. Zato sem takrat za delto sem imela res natančen pregled, koliko je sprejemal, koliko je odpustil, koliko je tega in onega in tretjega in tudi kdo je cepljen in kdo ni, koliko je bilo cepljenje. Tako da sem vse te podatke nekako mogla na roke zbrati, ker enostavno vemo, kako je s tem, s digitalizacijo. Ja. No, to je bil tudi en zanimiv podvig, je bil ta uvedba tega informacijskega sistema, ki se kar čez noč uvedel. Katerega? Klinika. Tega najmodernejšega, tega, ki imamo zdaj. Ker je pač omogočil elektronski temperaturni list. Ja, da ni bilo treba po rokah vlačati. Ja, papirjev, levo, desno, da si imel skozi vse. Pa tudi še nekaj je, prijedno si nočem, da zdaj kakšno reklamo delam, bog ne dej, ne, ampak jaz kot klinik tle vidim veliko prednost, ker imaš ti bolnika na dlani. Prej ga je gledal, tale je napisal, bolnik je tak, zdaj ga ti gledaš, si kaj opazil, napišeš za svojega, na tistega, ki za tabo pride, da bo pozoren. In čitljivo je. To se mi zdi pa res ena prednost. Ta digitalizacija. Ne? Ja. Se jaz mislim, da pa to z vsem spoštovanjem do velike tragike COVID-a in vseh smrti, ampak mislim, da je pustil tudi pozitivne svoje vtise na našo kliniko. Jaz vedno rečem, da vsaka stvar za nekaj dobra. Ja, od tega, da so vrata, kot ste rekli, mogoče kakšna nova pa bolj tesnijo. Mislim, da smo dobili tudi nek ultrazvok ali dva takrat v tistem času, marsikaj smo dobili, kar prej leta in leta ni bilo možno. To je neverjetno, kaj se je dalo narediti. Imate občutek, da je to problem? Ker jaz imam občutek, da je problem kdaj v slovenskega razmišljanja ljudi, ki so veliki odločevalci, da za naprej ni denarja. Recimo, tudi, ne vem, gradnje DSO-jev in podpora dolgoročni oskrbi se zdaj o tem pogovarja, ko je res kriza. Čeprav bi vsak lahko pomislil, da bo populacija starejša, da imamo fiksno število postelj. In tudi, kot vi ste najbrž opozarjali, da naše oddelki za epidemije ne tesnijo vrata, da je pač tam, da se luščijo stene. Mi smo imeli vsaj 3 načrte, v nulo narejene za urgenco in izolacijske sobe. Aha. Eden je bil zelo ambiciozen, bi bil vreden takrat 5 milijonov in bi imeli mi urgenco in sobe za ebolo, takrat smo o eboli govorili, in to je bil tudi, bi rekla, spodbuda, da smo to naredili in zato smo sploh pravzaprav uspeli zainteresirati takrat na vodstvo UKC-ja, da bi bilo pripravljeno na to in manjkal je samo še en podpis.
Tega podpisa potem ni bilo in naslednje vodstvo je to ignoriralo in nismo dobili teh prostorov. A pa to bi na Japljevi Ne bi seveda nič kaj pomenilo v tej pandemiji, ampak začetek bi bil pa dosti bolj enostaven. In tudi v tej urgenci, ki jo zdaj delamo, ki smo zdaj imeli še pred temi opazovalnicami, je bilo še dosti slabše. Tam, ki so opazovalnice, tam je bila neka otroška ambulanta, pa neki arhivi, pa to. In z tega smo naredili vse te sobe opazovalnice, da je vsaj malo bolj kulturno. No. Se to je problem, ne? Se ena stvar je dostojanstvo človeka, ki recimo leži na hodniku, ampak če to pomeni, da boš preživel, ne? Da te pogledajo, nekako sprejmeš. Je zelo težko v teh stvarih govoriti, ker jaz tudi tako razmišljam. Ne? Zdaj, če se sebe zamislim, ne? Pa recimo, da imam pljučnico, ne? Pa da na škrge diham, pa da rečem, veš kaj, ni prostora, tukaj le bod. Ja, hvala. Sam daj mi uno na nos, Pomagaj mi, da preživim. Ja. Jaz bi sigurno tako reagirala, mogoče, in tudi vidim, ni prav, ne? Sigurno ni prav, da se to dogaja, ampak če drugega ni. Se to, se mi zdi, če drugega ni, ne? To je nek znak tega, da... In drugega pa ni zato, ker se pač v to ni vlagala, ne? Ker je vedno zmanjkalo denarja za infrastrukturo. Ker je bilo treba kupiti mašine nove, ker smo mi imeli CT, je bil toliko star, da so prišli iz firme slikati, koliko preiskav je naredil, ki sploh niso mogli verjeti. Za svoj arhiv. Da je CT toliko naredil, ne za svoj arhiv. Ja, no. Ja. In če je bil denar, ga je bilo treba kupiti, ali CT, ali redga, ali dializne aparate, to so pa vse drage stvari. Ja, absolutno. In nikjer v kliničnem centru se ni vlagalo v infrastrukturo. Ne? Ampak, a se meni sam zdi, jaz sam občutek, da je tudi urgenca in te hodniki, nek bolnica iz doma starejših občanov, ki ima okužbo sečil in rabi pač infuzijo, da je to infrastrukturno in za državo manj zanimivo kot podpora transplantacijske dejavnosti, stvari, ki so na evropskih standardih grajene, razvite države. Za koga je to zanimivo, je pa sigurno zanimivo. Ne? To je vrhunska medicina. Sam vrhunska medicina mora tudi delati na neki sekundarni podlagi. Ne moreš ti samo vrha imeti. Točno to, ja. Zdaj, jasno, no se tudi ta vrhunska medicina nima take infrastrukture, kot bi jo morala imeti. Sam hematologija se spomnimo. Koliko let je trajalo, da so nov oddelek dobili? Koliko let? Ja, za najbolj ogrožene bolnike, ki obstajajo. To se mi zdi, da vseeno, to, da imaš ti transplantacijsko dejavnost, ki je po izhodu teh bolnikov primerljiva s Švico, je absoluten presežek, ne moreš prehvaliti, ampak po drugi strani pa mora država poskrbeti tudi za tistega, ki sam rab, kot ste rekli, neko masko, da bo pljučnico preživel. No, to so internisti so že naredili neko analizo glede dostopnosti hospitalne obravnave ljubljanskih meščanov. Ne? Aha. In so ugotovili, da če si Ljubljančan, najtežje prideš v bolnico v celi državi. Res. Ja. In tudi številke so kazali že na različnih koncih in krajih z željo, da se morda najdejo neke dodatne hospitalne kapacitete, ki bi bile sekundarna bolnišnica za Ljubljano. Ja, to si pa vsi želimo, ko delamo se mi zdi. Vsak je kdaj delal na urgenci. Ker urgenca poanta se mi zdi, da ko ti stabiliziraš bolnika in ga lahko, to kot ste rekli, dvigneš telefon in gre v sekundarno bolnišnico, da lahko ti delaš naslednja nujna stanja naprej, ker to, kar se, ta čep, ki se dogaja, to je res je stresno in za bolnika v prvi vrsti, ampak tudi za vse vpletene od administratorke do zdravnika. Ja, strinjam s tem. Ker, je pa res, da mi tudi nimamo še programa za ambulantno parenteralno zdravljenje. Ta program smo vložili pred COVID-om na zdravstveni svet, pa bi ga morali dopolniti in ga seveda zaradi vsega tega nismo in zdaj jaz upam, da bo šel spet naprej. Kaj pa je to, če tako sam na kratko? Ja, to je pa nekaj, kar večina razvitega sveta že uporablja. In sicer, naprimer, da ima nekdo vnetje za klopk, stabilno, ne bo operiran, ni ogrožen, rab pa 6 tednov zdravljenja ali pa celo 8. In
taki bolniki so zaenkrat v bolnici, ker jih ne more dobivati antibiotika doma. In v Ameriki sploh je to zelo razvito, da po eni strani obstajajo določeni tipi teh priprav, s katerimi si bolnik pravzaprav sam lahko daje to terapijo, če je toliko izobražen, pa osveščen, pa ga uspeš naučiti, ne. Po drugi strani imaš pa ekipe, ki pridejo na dom, obesijo tiste antibiotike in grejo. In ga nadzirajo, ne. Seveda to ni ravno za vsakega, Ja, seveda. Ja. ampak recimo to bi lahko tudi delali v domovih za ostarele, komot, če bi tam imeli ljudi, ki bi recimo bili sposobni dajati parenteralno terapijo. Ampak naš koncept teh domov zaenkrat ni bil tak. To je bilo rečeno, to so socialne ustanove, to niso bolnišnice, ne. Ampak če pa se zdaj pogleda, kaj tam, kakšna patologija je tam, halo, je pa treba mogoče malo drugače razmišljati. Mislim, da kar se teh domov tiče, je itak ena največjih, se mi zdi, zdaj kriz v državi na tem področju s kadrom in z... No, jaz ne vem, jaz upam, da bo ta zakon o dolgotrajni oskrbi kaj prinesel, Ja. Ampak zaenkrat še nič ne kaže, da se bi kaj premikali, ne. To je ena stvar, ki se mi zdi, cela medicina seveda spremlja vse stroke, ne, to podaljševanje življenja, ljudje pač so zaradi kvalitete in vseh zdravil in kvalitete življenja živijo dlje. In tukaj je to, kar sem rekel, da je dobro plansko vnaprej razmišljati, preden pride do krize. To, kot smo s COVID-om, jaz sem imel skozi ta občutek, da smo lovili, ne, da ste probali biti 2 koraka prej, ampak to je drvel. Tam ni bilo izvedljivo. Ja. Tam ni bilo izvedljivo, da bi bili mi 2 koraka prej. Ja. Če smo bili v štrici, je bilo kar dobro. Je bilo super, ja. To se spomnim. Pa še en problem je, če nam pustva zdaj infrastrukturo, kader. Ja. Tukaj pa ne vem, kaj se je zgodilo, da je kader zginil. Iz domov, mislite? Iz zdravstva. Iz zdravstva, ne. Ja. Tukaj je več odgovorov najbrž, ne. Ampak... Verjamem, da so to zelo naporne službe, verjamem, da so stresne, verjamem, da je danes prosti čas največja možna dobrina, verjamem to, Ja. ampak to mora tudi en delati, Pa tudi ni, zdaj treba reči, ni tudi samo slabo, ne. Mislim tako, jaz mislim, a veste, koliko ljudi je mene že vprašali, odkar take stvari počnem, pa knjige pišem, a boš ti šel, ne, boš pa jaz spal doma, pa boš delal svoje, ne, te Instagrame in to. Kot da je to logično, da vsak, ki dela v medicini, sam čaka eno priložnost, da lahko karkoli drugega delu, ne. Pa lih kontra situacija, ne. Ja, mislim, da na neki, sej jaz verjamem. Tisti, ki res želi biti v medicini, ne. Sej, če je neka medicinska sestra, ki res hudo dela za bistveno manj denarja, kot ga jaz recimo dobim, pa že ne dobim ogromno, jo razumem, da če se ji odpre nek zobozdravstvena ordinacija, kjer bo pa lahko imela manj obremenitev, da gre, ne. Ampak vsem te na to službo veže neka želja potem, da jo boš delal. No, imamo mi tudi ogromno odličnih medicinskih sester, ki si niti ne morejo zamisliti, da bi šle. Ja. In kakšna hvaležnost je to, da imaš take ljudi. Živijo ta poklic. Ja, res je. Živijo ta poklic. Zdaj, kako pa to spodbuditi pri mladih, da bi si to želeli, pa ne vem, ker ni samo denar. Ni samo denar. COVID dodatki so bili ogromni, dejansko, ampak ljudje so vsem šli. Ja. Tisti, ki so se naveličali vsega tega. Jaz mislim, da je zelo važno tudi, v kakšnem okolju delaš. In jaz si upam reči, da morda tudi vse te super sestre, ki pri nas ustrajajo, ker se imamo za dober tim. In tukaj mislim tim zdravnik, sestra, administrator, strežnica, se pravi, ni tega predalčkanja in ni tega prepiranja. In jaz moram reči, da praktično, mislim, ima tudi naša klinika težave v smislu, da jih je premalo, ne. Bi jih rabili več, ampak izven tega pomankanja, ki je tako globalno, je pa noro, koliko ti lahko prispeva tebi in bolniku, če imaš dobro sestro. Ne. To te mogoče na medicinski fakulteti niti ne naučijo dovolj.
Ne, se ne naučimo timskega dela tam, sploh. Ampak jaz sem bila vedno mnenja in to sem smeri znova poudarjala, da je na kliniki možno bolnika obravnavati sam s celotnim timom. Ja. Ker v končni fazi, a ne, če ti streženca ne odnese unga polnega kontejnerja s kontaminiranimi iglami, imaš težavo. Ne? Tako je. Ja. Ali pa če ne očisti tisto, kar je kontaminirano okrog bolnika, pa dobi pol bolnik, ne vem, Clostridium difficile. Vsi so pomembni, vsi. In to tudi v COVID času sem videl, ne, kako je to šlo. Zdravniki smo pač dolžni, po mojem mnenju, smo mi dolžni to ustvarjati, to vzdušje v timu. A ne? Pomagati, razumeti ljudi, če vidiš, da je kaj narobe, jasno, da boš povedal, da je nekaj narobe, ampak ne z pozicije, jaz sem DRM-et, ti pa nisi nič. Ja. To me zmer nervira. In to je meni bilo super, ker se mi zdi, da to zdaj ne vem, ko vidim, koliko ste zagreti za to, mogoče je to vaše maslo, ampak odkar sem na kliniki, vidim, kako je samoumevno, da bom jaz sestro opozoril, če bom videl, da z umazanimi rokavicami se nečesa dotika, obratno pa tudi. Ne? Kako lahko reče sestra meni ali pa vam, ali pa enemu specialistu nazaj, lejte, niste si razkužil rok, pa boš rekel hvala, ne zdaj, kaj pa ona meni. In ta vzajemnost, to pač dela boljši tim. Mislim, te pomembne stvari morajo vsi vedeti in se en drugega opozarjati, ker to so zadeve, ki so lahke, ki so simple za narediti in ki so neizmerno učinkovite. Ja. In obenem pa vsi delamo veliko in tudi kdaj pozabiš. In več ljudi, kot te lahko opozori, boljše je. Ja, sigurno. Jaz se spomnim ene anekdote, ki se je vi najbrž vsaj skoraj prepričan sem, da ne, ampak mojega prvega stika z infekcijsko kliniko, ko sem prostovoljno prišel delati, volontirati. Jaz sem prišel volontirati, še preden sem imel na faksu infekcijske bolezni, ker me po mikrobiologiji, tretji letnik, res še ne znaš, kaj je do sploh klinike. Ne. Ampak meni je bila mikrobiologija tako zanimiva, sem rekel, jaz bi pa zdaj polet za en mesec prišel, sem se zmenil s profesor Tomažičem, da pridem na njegov oddelek, in takrat je pa bil on ravno na dopustu. In takrat vi še niste bila predstojnica in ste nadomeščala njega kot vodja oddelka. Ne. In to je anekdota, ki ti ostane v glavi. To je bilo grozen. Ja, zato sem pa zdaj 2 tedna pred specialističnim izpitom. Ni bilo grozen, super je bilo in ravno ta občutek tima. Ne. Tudi mene, kako so sprejeli, med drugim tam na prvem sestanku jutranjem kot enega študenta 3. letnika, izvoli Halja, to vse se povej, če boš kavo, vse, mislim tako. No in moj glavni cilj je bil, da pustim dober vtis, poleg tega, da vidim kaj zanimivega. Da bojo rekli, mogoče čez nekaj časa, on je pa že bil tle, pa ko bom hotel specializacijo, pa boš rekel, se vas spomnim. Ampak težko je pustiti dober vtis, če tako malo znaš. Kako boš ti tam prispeval? Vi ste se pogovarjali to, kar ste zdaj rekli, za klopke, ožilo, ven, to. In jaz sem tam sedel in sem čakal, da bom jaz imel priložnost, in je ne prišla. In namreč ena bolnica je bila, ki ste se pogovarjali, zakaj zdaj ona po 10 dneh antibiotika ima še tako visoke vnetne parametre, kaj je tukaj narobe, kje je fokus okužbe. In jaz se spomnim, da sem bil ravno na viziti pri njej in rekla, da jo boli zapestje. In sem rekel, zdaj bom pa jaz tisti, ki bo sum na septični artritis. In jaz tako veselo rečem, ja, veste, njo pa zapestje boli. In se odzovete, se spomnim točno, kje sem sedel, kje ste vi stala, vi ste tako stala in ste obrnili proti meni, tam meni specializanti že dajo za rentgen v računalnik in vi se obrnete k meni in me vprašate najlažje vprašanje v zgodovini medicine, leva ali desna roka? Bog, in jaz v tistem trenutku. Po 20 minut nazaj sem bil pri tej ženski, za bože, nisem mogel se spomniti, kjer roko mi je kazala. In zdaj kaj narediti, moja priložnost, da pustim vtis. Kaj se zdaj naj zlažem, pa rečem samozavestno leva roka, pa tvegam, da slikamo napačno roko, pa ali zdaj rečem človeku, ko sem ga najbolj hotel impresirati,
Lejte, bil sem 20 minut nazaj, ampak te bazične informacije si nisem zapomnil in grem nazaj pogled. In zanimivo, kako spomin deluje, ne? Ker sem razmišljal doma o tem in se ne spomnim, kaj sem rekel, niti kaj je bilo pol, nič od tega. Ne? Ampak ta prizor mojega preboja in razočaranja mi je pa tako ostal v glavi. Kako kdaj ne pomisliš sploh, ne, ko ti ona ti skaže, razmišljaš, kaj je bilo, pa kaj je to leva ali desna roka, kar je v resnici dobro vprašanje, ne? Se pa nisem mogel spomniti. Tako da, kljub temu na srečo sem... Se ravno danes smo gledali eno na vajah, ki naj bi pač imela neki na desni, ampak ustvarjava pa na levi. Aha, ja, mislim, se smo tudi že slikali, mi nismo kirurgi, da bi narobe odrezali, ampak se tudi dogaja. Se velikrat bolnik največ ve pol. Ja. Če pride na rentgen, pa bo pripravljajo desno, bo pa rekel, se nočem utikati, sam mene leva boli. Tako da iz tega vidika. In takrat tisto poletje mi je bilo v resnici super, no. In to me mogoče navezava. Se so tudi med COVID-om študentje pri nas prišli delati in so bili kar sestre so bile zelo srečne. Dobro so se razumeli. In to dolgo so delali eni? Dolgo so delali, ja. Jaz se spomnim še zdaj, pa sej ne vem, če še zdaj, ko preden sem šel na študijski dopust, so dol delali študenti medicine s sestrami. Ja, ker jaz nisem vedel najprej, jaz sem mislil, da so to študentje iz zdravstvene. Ja, zelo radi delajo, ker se naučijo teh ročnih spretnosti, ki jim potem še kako pridejo prav. Ne? Ki se jih v resnici na faksu našem premalo. Jaz tudi mislim, da premalo, sam niso vsi tega mnenja. A res? Kaj pa vem, mislim, se poje še pripravništvo, ne, kjer se je. A pa to, če zdaj gledate svoje leta kot specializant, pa mladi specialist, je bilo več praktičnega ali mislim tako, v smislu teh je manj krvi pa tega, ker mislim... Ne, tega ne. Je manja krvi, ne. Drugač je bilo pa to vse ostalo si pa kar mogo, ne. Še marsikaj smo delali, kar bi zdaj sploh ne pomislil na to, da moraš delati. Recimo, rektoskopije smo sami delali, ko smo z amebe iskali take stvari. Ne. Eni starejši kolegi so delali jetrne biopsije. Tako da doktor Vidmar je celo occipitalno funkcijo naredil, ker ni mogel, likorsko, ker ni mogel dol, nismo prišli do likorsko. Skratka, veliko teh stvari, ki se danes niti podrazno ne bi spravil delati, ne. Ja, kaj pa mislite o tej bolj defenzivni medicini, v smislu, čim je, ne vem, malo rdečine, kličem dermatologa, špika ga v trebuhu, kličem gastroenterologa, en šiv je za pobrati ven, kličem kirurga. Jaz sem bila zmeraj proti tem stvarem, ampak mogoče nimam prav, ne, ker verjetno dermatolog več ve od mene, če po koži kaj, ampak... Ja, se najbrž je neka meja. To me je precej motilno. Če kaj lahko sam narediš, zakaj ne bi, ne. Pa če se počutiš tazga, da bi lahko, ne. Če se počutiš kompetentnega, je pa res, da moraš pol mogoče še kakšno stvar izven svoje najožje stroke tudi kaj pogledati, ne, kdaj pa kdaj, ne. Sam z leti potem ta entuziazem mine, ne. Kako pa je ta prehod iz klinične zdravnice do vodstvene funkcije? A ste kdaj pogrešali oddelek, da ne rečem urgenco? Jaz še zmeraj pogrešam. To sem vedno pogrešala. Klinično delo. Klinično delo, ne. Če se le da, sem še kaj tako malo, ampak so pa seveda bili problemi take vrste, da so te zahtevali v celoti pa še malo več in potem je klinično delo trpelo, ne. To pa sem po moje vseeno se zavedam, da če pa ne moreš, ne moreš ti to tako funkcionirati, da imaš kao bolnika, potem te pa ni, ne. Tako, ali pa rečem, daj pa ti poglej, ne. Ne, to pa jaz ne morem, ne. To pa ne morem. Ja. Če imam bolnika, je moja, ne. Ja, se to je pol neka taka odločitev, ki more, najbrž, ko so vam ponujali to funkcijo predstojnice, se morate pač odločiti, ne, kaj človek hoče. Se so me že prej zelo snubali, ampak se nisem mogla odločiti, ravno zaradi tega. Zelo vas razumem glede tega, ne. Kar vseeno... Se tudi ne vem, če sem prav naredila, ne, tako da mogoče mi je bilo bolj luštno na oddelku. Ja, to zdaj ne mogoče reči, ampak se mi zdi, da
nekak človek, če naredi tako veliko odločitev, mora predvsem vedeti, zakaj jo je naredil, pa pol biti zvest temu in spol, kaj bi bilo. Mi reče, da sem control freak, ne, kar mogoče sem. Ampak se mi zdelo, da mogoče bom še kaj lahko kakšno reč premaknila. No. Ja, to mora biti, mislim, da je to, evo, kar ste zdaj rekli, pravilen odgovor na vprašanje, zakaj bi šel v vodstveno funkcijo, ker se mi zdi, da kdo tudi gre za to, ker si pomemben, pa ker imaš naziv. Čisto nič nisi pomemben. Ki sam za vse si odgovoren, pomemben pa nisi. No. Vsaj na teh, bi rekla, predstojništvu klinike. Mogoče, da kakšnega na kliniki si pomemben, ker odločaš o tem, ki so razporedi, pa boš na dopust ali ne šel na dopust, ali take stvari, ampak drugač pa... Ampak lih to ne, če je nekdo šel na medicinsko fakulteto, nič ne uživa v tem, da dopuste razpisuje, najbrž bi raje bil zdravniki in to, da ste Ne, šli... to je najhujše od vsega. No, vse je. Ne. Ko pa čeprav vem, da obstajajo celo programi, ki to naredijo. Ne. Ja, človek bi raje to uporabil, ker je tudi malo manj konflikta por. No, mi smo imeli, ko se je še razpored na koledarje pisal, ker sta bila tako samo 2 dežurna, ne, so to zmeri seniorni specialisti delali. Ne. In smo imeli zelo natančene, ne, to tako kot doma, ne, če imaš 3 otroke, moraš do milimetra enake kose odrezati, ne, bog ne dej, da kdo kaj manj dobi kot drugi. Ne. In smo imeli točno, koliko je kdo nedel delal, koliko je kdo praznikov delal, to je bilo zelo natančno zračunano. Ja, sej verjamem, da to zdravnikom veliko pomeni. Ja, ne. Smo točno tudi vedeli, kdo bo za nov let, ker smo imeli razpored že za leta naprej. Je pa dejstvo, da je ta najmlajši, je pa fasal, ta prvi. Ja. Ne, kaj ta mlajši prišel, smo že vedeli, ta bo leto za nov let, ko bo začel dežurati, ker niso vsi, nismo začeli takoj dežurati, so te mogli oceniti, da si primeren. Ja, jaz sem zdaj, se pravi, zaključujem 6 let, ne, upam, da tole bo prišlo ven maja, ne, tako da nam zdaj kaj rekel, ampak upam, da bom že specialist takrat. V teh 6 letih sem bil že za 3 nova leta dol. Ja, zdaj je več dežurstva. Je pa več dežurstva, pa ja. COVID je bil vmes. In moram reči, tak, zdaj, ko sem imel pač dojenčka, jih žural tak ne bi, ne, tako da mi je bilo čisto zanimiv. Je pa to, takrat, ko si pa za praznik v službi in imaš družino, ti pa zelo veliko pomeni to, kar ste rekli, da veš, da je nek sistem, ki bo fair, ki bo rekel, zdaj si bil za Božič, pa ne boš za nov let. Ne? Ker, če ne, se hitro kdo tudi posod so iznajdljive že, ki pol... Božič, pol, ki je bil frej, ki prej ni bil, a ne, pa nov let. To so bili, pa 29. november sta bila 2 dneva, ne. Takrat to so bili dnevi, ki je bilo treba imeti vse prešteti. Kdaj bo kdo. Taki smo, se mi zdi, mislim, to se razume, da so ljudje na to pozorni, glede na to, da... Ampak ne pomeni vsem isto, ne, en bo rekel, prosim, piš me za Božič, ne moram jesti teh večerje z razširjeno družino. Eni bojo pa rekli samo takrat ne, in pa se mi zdi, da se nekako lahko skupaj prideš. No. Vseeno, ne, a to praznuješ ali ne praznuješ, ampak je frej in družina je doma. Ja, tako, ja, točno to, ja. Ker se da zmeniti, recimo, ker zdaj se pravi 6 let, od tega 5 let dežuram. Mi smo še 2 dni dežurali takrat za te praznike. A ja, v kosu? Ja, 31.1. si bil dežuran, recimo za nov let. Da je potem tudi 29. Velika noč je kasneje prišla, ne, ker ta ponedeljek tudi ni bil frej. Se mi zdi pa super, da lahko se vseeno zmenaš stvari v ekipi. Ne? Ker recimo največ, kar meni pa moji ženi od nekdaj pomeni, je 24. december zvečer, se pravi predbožična večerja na nek način, ko se vsi zberemo. In jaz sem čisto vsak let lahko rekel, da takrat pač ne bi bil v službi in je bilo to sprejeto, pa sem bil ali 25. ali za nov let. Se pravi, nekdo bo pa rekel, jaz pa res Silvestrovo pa res hočem imeti, ne, pa pol prej pisati ali pa za veliko noč. Se pravi, to se mi zdi, da je tudi en znak ekipe, ki funkcionira. Pa to, kaj se zgodi, če nekdo zjutraj pokliče, da sem dežuren, pa sem zbolel. Ja, to pa je grozen. To smo pa vsi že dobivali klice na morje. Pa, kje si to ti? Je bilo pa vedno grozen. V Dalmaciji. A ja, adijo. Tudi prej je bilo grozen. Ja, ne. Ker pri nas pa ne moreš, ne, da bi rekel,
v redu, bomo pa en dan brez. To pa človek, jaz ne vem, kakšni mehanizmi so, nisem tak psiholog, ampak ti imaš tisto sredo, ki veš, da boš dežuren, imaš v glavu zabito. Ja. In Bog ne da bi mogel biti zdaj dežuren v torek. Ja, ja. Tudi, čeprav bi bilo čisto vse. Ja, ampak si se sprijaznil s sredo. Ne, ti si v sredo. Ja, tako je. Ja. Ali pa da si sprijaznil, da si 4-krat, Ja. pa pride en izpad. Ja, no, mi takrat pred leti, to je bilo dolgo nazaj, smo imeli obvezo 5-krat. Ja, se pri nas. Zaradi nekih finančnih bonitet. Ampak to je pomenilo, da en mesec na leto pa nisi nič dežuril. Aha. Ne? Tako smo bili preračuna, ampak 5 je pa bila obveznost. A na mesec. Ja. Ja, pri nas je zdaj odvisno, koliko ljudi je v službi, ne? Ampak kot specializant smo imeli kar, se mi zdi, 5, nekako 4 do 5 na mesec, čeprav meni je na teh obremenjenih deloviščih imeli jih enkrat na teden, sploh odkar imamo otroka, no. Mi je dovolj. Kaj pa zdaj, če gledava malo perspektive, infektologija se zelo razvija, ne? Svetovna zdravstvena organizacija je dala antibiotično odpornost na seznam 10 največjih groženj že par let nazaj. Največjih groženj človeštvu. Pa še par infektoloških stvari, mislim, da tuberkuloza, pa tudi ebola, Marburg, te virusne bolezni. Kaj je tisto, kar vi mislite, da bo v Evropi ratalo mogoče aktualno, ne vem, kot posledica večjih teh premikov prebivalstva, globalnega segrevanja? Imeli smo že denge, imeli smo, mislim, to uvožene. Zdaj ste rekli, Davice, niste... Malarijo smo že včasih imeli, ne? Nikjer ne piše, da ne bi nazaj prišla, ne? Endemična prav? Ja, endemična je bila v Evropi. V Evropi, ja, dokaj, 2000, ne, manj prej. Ne? Kdaj so, ker potem je WHO je potem razglasil Evropo kot pokrajino, brez malarije. To so te stvari, ki lahko nazaj pridejo. Jaz mislim, da bo protimikrobna odpornost največja grožnja. Zato, ker tukaj nimamo kakšnih zelo dobrih orožij, ta hip. In tudi ne vidim, da bi jih kaj bilo. Razen, če se bo pogruntala neka čist nova metoda, ne kakšni bakteriofagi mogoče, ali pa kakšna imunoterapija, ko pa je s tem. S tem, kar zdaj zdravimo, zelo verjetno ne bomo mogli več zdraviti. Čeprav je zanimiv, ne, ker smo začeli delati, ko sem začela delati, je bil najbolj široko spektralen antibiotik ampicilin. Ja. Ne? Ki ga danes nikoli ne boš dal kot prvo terapijo. Potem so bili tetraciklini. Tetraciklini se že vračajo nazaj spet. Se pravi, te stvari se da verjetno tudi na nek način bojo morda kakšna reč regenerirala. Ne? Ja. Ne, pa bo spet uporabna. Ne? Če prekineš vmes, ne? Če bolj omejiš. Prekineš, ne? Ampak skrbijo me pa te lekarne pa ne maze, to me pa res skrbi. No? To so te encimi, ki razgrajujejo najširše antibiotike. Vse razgradijo. Vse razgradijo. In to pa je grožnja dejansko. In problem je pa zato, ker bo te bakterije prizadele tiste najbolj ranljive bolnike, ki so najbolj odvisni od medicine. To so pa te po transplantaciji, po kemoterapiji. Zdaj so tudi biološka zdravila zelo popularna. Za vse sorte bolezni, samo kaj ta biološka zdravila z imunskim sistemom naredijo katastrofo. Ja. Ne? In tako da če bo šla medicina v to smer, kar se tiče neinfekcijskih bolezni, nam ne bo zmanjkalo dela. A pa se vam zdi, da vseeno je važno, ker na lokalni ravni, recimo Slovenija, če primerjaš z Italijo, pa z jugom smo krasni, kar se tiče te odpornosti. Noč več. Ne, ki pa. Smo že na tisti krivulji počasi gor. Aha. Upam, da počasi, ne, tako hitro je šlo v Italiji. Ja, In zdaj seveda se zelo, zelo trudimo, da bi to zadevo poskusili ustaviti, je kar veliko akcije na to temo, ampak ni tako enostavno. No. Ja, ampak to sem hotel reči, če je sploh možno v svetu, ki je tako povezan, da se ena država tako bori, recimo kar v Grčiji, če dam primer, ki imajo
zdaj kot mi ne uporabljamo ampicilina, oni še marsikaj ne morejo, ne grejo takoj na najširše, ker imajo take odpornosti. Ja. A je sploh možno, da ti ostaneš nek otok? Ja, možno je, samo moraš imeti take ukrepe, kot smo jih imeli na začetku v lockdownu, skoraj bi rekla. Ne? Za potovanje. Predvsem moraš imeti, ne za potovanje, ampak moraš imeti jasen nadzor nad tem, kaj dobiš v bolnico. Ne, ker to se po bolnicah širne. Je kar tlepa, ne, če smo med COVID-om, pa meni ta dikcija ni bila všeč, se mi je zdelo, da se ampak pač veliko se je govorilo o tem, kaj vse mora posameznik prispevati, pa kaj lahko naredi narobe, pa kaj ljudje delajo, da se širi, pa to. Ampak pri tem konkretno problematiki, ne, smo pa zdravniki tisti, ki pri odpornosti, ki lahko to slabšamo ali rešujemo. Ja, bo to. Ne, to ne more nekdo doma, ki zboli. Ne, to pa res ne. Razen da upošteva tisti antibiotik, ki si mu ga dopati. Ampak se strinjam s tem. Se pravi, kaj mi predpišemo in kdaj. Tukaj bolnik ni čisto nič udeležen. Tako, in to predpisovanje, ker se to je dosta enostavno razumeti v resnici, ta selekcijski pritisk. Ne. Imaš neke bakterije, ki so že tisoče let žive. Ja, sam ni sam selekcijski pritisk, je tudi zelo razgibano spolno življenje bakterij, ki se izmenjujejo tele plazmide, na katerih so geni za odpornost. In če imaš eno tako v svojem črevesju, potem bo vse druge dobile tudi od nje. Ni pa konec zgodbe. Ne? Ja, to je ena taka... In to se mi zdi, ko nekdo reče grožnja prihodnosti, pa rečeš ebola. Si vsak predstavlja lahko tega bolnika, ki krvavi iz vseh odprtin, pa se res zdi kot grožnja. Ne. Ti, ko priješ v bolnico, pa ti dajo nek antibiotik v žilo, pa greš domov, si ne veš, kaj si dobil, pa koliko so imeli še backupa, če bi ti dobil alergijo. Ne. In mogoče ne čutiš, da je to taka stvar. Ne, gotovo ne. Dokler ne delaš, pa dobiš, kot smo iz Bosne recimo dobili, se spomnim ene mlade punce, ki je prišla, imela leukemijo, se mi zdi. In smo imeli neko bakterijo na koži, če bi prišla v kri, ne bi lahko samo molil zraven, pa župnika poklical. Ker je bilo cel seznam. To je nočna mora, ne? To je res nočna mora. Zdaj, seveda, prenos na druge bolnike lahko z ustreznimi ukrepi bolnišnične higiene preprečiš. Če je to odgovornost zdravnika, pa sester. To se pravi res natančna higiena rok, ustrezno čiščenje, dezinfekcija, izolacija, skratka vsi te nefarmakološki ukrepi. Ne? Če se jih držiš. Najbolj pomembno pa je od vsega, da najdeš tega bolnika. To smo mi že takrat pred leti v to doktrino uvedli, da če nekdo bil hospitaliziran v tujini, sploh v teh državah, ki so problematične, da zdaj ne naštevam, je bilo obvezno narediti testiranje. In to se je potem nekako ljudem pod kožo zalezel in to se zdaj dela. Ker smo leta in leta in leta, a si vzel? In zdaj, če nekoga na raport vprašaš, ki jih sledi tam 50, a ste vzeli nadzorne kožnine? Ti kar naroden reč ne. In to se zdaj redko kdaj zgodi, da ne bi vzeli. Ja. In to je ena stvar, za kar sem rekel, da se mi da nam gre dobro, druga so seveda podatki odpornosti, ki so... Ja, to je tudi problem, ker imamo tukaj konflikt interesov, bi rekla, zakonom o varstvu osebnih podatkov, tukaj bo treba zakonodajo tako urediti, da bo to možno zbirati. Ampak, a ne moraš anonimno zbirati? Ja, ampak ti tudi kaj dosta ne pomaga, ker ti moraš to v realnem času zbirati in mene pa zanima, s kom sem bila jaz v stiku, ne? Oziroma, s kom je bil moj pacient v stiku. A je bil v stiku z nekom, ki se bo izkazali, da ima nekaj ali ne. To pa ne moreš z anonimiziranim testiranjem, zbiranjem. Ja, za statistično je dovolj anonimno, ampak za... Je mene na briga, ne. Ampak v tem kontekstu, če je nekdo bil v bolnici, bi pa zelo rada vedela, če je bil v sobi z nekom, ki je koloniziran s tako bakterijo, ne. To pa razumem, ja. Se to smo imeli take debate tudi pri različnih spolno prenosljivih boleznih, ko dobiš bolnika in mu dokažeš neko tako stvar in kot zdravnik v bistvu ne smeš partnerki povedati, moraš njemu reči, jaz tukaj ne bi več komentirala, ker se v bistvu s tem ne strinjam, ampak pustiva to temo. Ja, mislim, to ni lahkih odgovorov, ja, ampak... Veste kaj, se vas ne bom več dolgo zadržal, ampak sem hotel tako vprašati,
Kako je zdaj to, recimo, tako nehvaležno vprašanje, ta stanje našega zdravstvenega sistema iz oči nekoga, ki je toliko časa v njem, pa sploh, ki je toliko časa samo izključno v javnem sektorju, ne? Kje smo, pa kam zdaj to gre? Ne vem, res ne vem. Sama se sprašujem, kaj lahko naredimo. Na en stran imam vtis, da smo zdravniki kar velikokrat tarče napadov, Ja. da se nam pripisuje marsikaj smo pa tudi mogoče sami krivi, in da se ustvarja neka sovražna klima. To imam jaz tak vtis, ampak to je skozi oči medijev. Jaz nisem med epidemijo nič bila na družbenih omrežjih in to mi je rešilo moje duševno zdravje. Ja. A ne? In zaradi mene se lahko ljudje bluvajo tisto svojo jezo in nemoč in agresijo. Sploh ne vem, kako lahko v taki glavi živiš, da si sposoben kakšno tako pismo napisati, kot smo jih včasih dobili. In jaz nisem tega sledila in tudi zdaj pazim, da ne berem komentarjev. Je pa tukaj vedno sta dve plati zgodbe in so določena omrežja in določeni komentarji, ki jih jaz tudi nikoli v življenju ne odprem. Moram pa reči, da jaz sem bil pa veliko na socialnih omrežjih, ne, v tem času in sem tudi, takrat, ko sem začel o tem, ne, sem najprej rekel, jaz bom anonimen, ker mi bojo zlili gnoj tega sveta name. Ne. Res. Ampak kakšna ogromna podpora so pa bili en velik in pomemben del ljudi. In direktna, ko so ti pisali spodbudna pisma, in celo pod kakšnimi članki, ko je nekdo napisal nekaj grdega, kako so ti prišli kdo v bran, in se mi zdi, da ta kolektivna, ta sfera, kjerkoli si narediš neko združenje ljudi okoli sebe in nek mehurček, ker pač ljudje rajš berejo tisto, s čimer se strinjajo. In mene je to presenetilo, iskreno, takrat. Jaz sem pričakoval grožnje. Ne morem tega brati in potem bolj mirno živim. No. Kljub temu, da ni podpore take, ne. Ampak, ko pa z ljudmi govorim, pa dostikrat nekdo reče, joj, koliko sem vas raz poslušal. To mi pa res pomaga. Ne. To mi pa res pomaga. In se mi zdi, da je to, kdaj je popačena slika, ne? Ker ti tam vidiš 5 unih jeznih in groznih komentarjev, pa že ene dosti, da ti pokvar dan. To mislim, da tega ne bom nikoli razumela, kaj ljudje imajo od tega, da to take golide gnoja zlivajo okrog. Res. Ja. To je pa tudi mal problem interneta, ker to sem pa bral eno krasno kolumno, kako si včasih bil doma zafrustriran in jezen in depresiven in si šel v bife in si 3 urim tam, ko so bili, si to izliv. Ne? Zdaj se pa prijaviš na splet, pa lahko to vsem pošiljaš. Anonimen si. Ampak to, kar ste pa rekli, noben od nas pa nima dolžnosti tega brati, ker to niso mnenja, pač to so. Pustimo zdaj mnenja med neko stroko ali debate o zdravstvu, ampak to, kar so te komentarji. Veste, tudi, kar se stroke tiče, so bila velika nasprotovanja določenim ukrepom, tudi med zdravniki in medicinskimi sestrami. In še so. Ja. In potem ne moreš čisto dobro razumeti, zakaj je taka drama, glede ukrepov, ki so popolnoma jasno bili učinkoviti in ki so rešili marsikatero življenje. Kaj je s temi ljudmi narobe, da to tako na tak način odreagirajo? Mogoče malo ekstremen primer, ampak ravno zdaj, ko sem bral o filovirusih ebola, sem bral o Marburgu, ki je tudi en od njih, o tem izbruhu v Angoli. Ja. Takrat je bilo 90% smrtnost. Ja, grozen, hujška ebola. Ja, in sem bral o tej pač epidemiji tam in sem bral, kako je bil problem za te zdravnike brez meja, ki so tam prišli, ker so ljudje na cesti kamenje metali v njihove avte in enega zdravnika ali zdravstvenega delavca so ubili. In sem gledal, ker so v tej krizi ratali tako živčni in tako prestrašeni, da so mislili, da so krivi zdravstveni delavci. In sem pa pomislil malo na analogijo vseh teh uporov med COVID časom, če ni to nek žalosten odziv človeka. Mislim, kot žival rataš, kaj je kriza. Jaz sem eno knjigo, Psychology of Pandemics, iz ne vem kjerga leta, nekaj let je že stara. To, kot bi se zdaj dogajalo.
Dobro. Tiste teorije, to boš pol izpit, kaš naredil, te pa pol posodila. Ja, zdaj rajši ne. Ja. Ja, jaz mislim, da velik del tega, da nekako pokažeš, da ni tukaj samo neke jeze in sovraštva in da smo vsi tudi ljudje, so tudi taki pogovori in jaz mislim, da to, kar ste mi danes povedala in sem počaščen, da sem lahko poslušal in se mi zdi, da bo tudi marsikdo z veseljem poslušal in videl tudi eno plat. Jaz v glavnem ne bom ne gledala, ne brala, tako da lahko si prihranijo žolčne komentarje. Jaz bomo videli, no, ampak obljubam, da če bojo kakšni žolčni komentarji, vam jih ne bom poslal. Na pregled. Ampak moram reči, da me itak večinoma moje kanale. Ker si rekel, kaj te je najbolj pretreslo med epidemijo. Ne? Ja. A viš, kaj pa mene? Zvečer, ko sem odhajala domov, pozna ura že bila, ker smo se cel dan pripravljali, na oddelku 1 so takole v vrsti stali respiratorji. Mislim, da jih je bilo 20. So stali in čakali. In takrat je mene še ne pršidel, zdaj gre pa zares. Da tehle respiratorjih bojo v naslednjih dnevih ljudje in jih bo treba pozdraviti, marsikdo pa ne bo več šel iz naših hiše. To pa je bila še nekje malo tisto sliko tistega prizora. To je bilo pa kaj iz enega grozljivega filma, res. To so bili te prizori in tudi to, kar ste rekli, marsikdo ne bo šel. Jaz se spomnim v intenzivi, kako smo dali v komo enega nestarega gospoda, okoli 40 in sem mu še jaz rekel, čez 2 tedna se vidimo. Ne? In pol je to 3 mesece ta njegov potek trajal, zapletil vsemi možnimi in je gospod umrl. In takrat sem jaz doma sedel zvečer in se spomnil, da sem pomislil, kakšen je to življenje, da si na bolniški postli in ti reče, zdaj ste pa malo zaspal in pol te kar ni več. Pa več se ne zbudiš. Ja, se je grozljivka taka, da si jo fikcija ne more zmisliti. Ja, ne, sam zdaj bom rekla na srečo, no ne na žalost, ker ne moram reči na žalost. Na srečo velika večina prebivalstva tega ni doživela. Ja. A ne? Na žalost bi pa lahko rekla zato, ker mogoče niso dojeli, skoraj 11.000 ljudi umrli. A to ni pa nič. A to ni pa nič pomemben. Ja, so bili starejši, ja. Ampak tu so ravno tako ljudje, ki so si že želeli živeti, ne? In to bi ni v redu, no. To pa ne morem nekako pogoltati. Ja. Te brezbrižnosti. Absolutno. Jaz mislim, da pri takih pogovorih itak, kdor je brezbrižen, tega ne more zagovarjati, no. Vsaj ne na nek ne nor način, ampak norost je individualizem je res, ne, seveda, danes sem jaz najbolj pomemben, pa ben drug, ne, včasih je bilo mogoče to malo drugače. Ampak živimo pa še zmeraj v družbi, ne. V nekem kolektivu živimo vsi. Se to je mogoče to, kar ste rekli, psihologija pandemije, ta strah, da živimo v kolektivu, dokler ne gre za res, takrat sem pa jaz, čeprav v kliničnem centru pa nisem imel tega občutka, ko sva pregovorila, kako je v tistem DTS-ju delu vsi, od moj prijatelj, ki je oftalmolog, z očmi se ukvarja, pa je tam v COVID zdravo, če si bil prestrašen. In tudi moram reči, da smo dobivali, pa se veste, na kliniko pakete, pice, pa burgerje, pa potice. Pa se tudi psihološka pomoč je bila, pa vse, kar se je dal narediti, smo naredili, da so se zaposleni kolikor toliko lahko dobro počutili. Na začetku smo jim tudi omogočili, da so prespali. Tudi to so bile težave, ne? So bili stigmatizirani. Oni delajo na infekcijski, zdaj bo pa prinesel v vas COVID. To mi je povedala ena naša intenzivistka, ki se je vozila na dežurstvo zjutraj, takrat, ko so bile te občine zaprte in je policaj ustavil, ne? In je pač not pogledal, kaj pa vi pa tako, in kje pa živite, da ste tukaj na avtocesti, pa bo je pokazala kartico, rekla, da grem dežurati na infekcijsko in je rekla, da ga je tako odnesel stran od tistega okna, od avta, da ja, ne bi kaj dubu, ne. In ja, mislim, spet se spomnim tega kamenjanja v Angoli. Na začetku smo res imeli veliko uporo, tudi v delta valu še, a ne. Ampak pa je pač nastopila ta pandemska utrujenost, ker se pač bi ljudje radi nadaljevali svoje normalne življenje, to pa ni bilo možno, a ne, ali pa ne saj v taki meri kot prej.
Se jaz tudi pogrešala, da nisem mogla potvati. Ja. A ne? Ampak zaradi tega nam šla na ulico, ne? Ja, jaz mislim, da je mogoče ta poanta vaša s tem, da je premalo ljudi na srečo oziroma na žalost videli take zgodbe. Da je to glavna poanta. Ne? Sej, če bi ljudje krvaveli z ušes pa ležali po cesti, ne bi noben protestiral. Bi bilo malo če pa jih drugače. pospravimo v DTS, ni pa nič, marsikomu, ne bom za nekravičen, ampak nekaterim pač se to ne zdi problem, dokler niso sami na urgenci, pa bi pa takoj čim prej svoj ventilator. Ne. Ampak takrat sem si tudi jaz rekel, ni moja naloga, da beremo vse te komentarje in razmišljamo o splošni psihološki zdravju Slovenije, ampak imam že s svojim psihološkim zdravjem takrat dosti dela, da se pač posvetim temu, kar me čaka tukaj, ne, pred mano. Ja. Najlepša hvala, doktor Lejko. No, se pravi, pričakujem besne komentarje, ampak jaz jih ne bom. To sem hotel prereči, da moje vsebine so nekako našle plodovito zemljo pri ljudeh, ki ne pišejo takih stvari. Če kakšen pride, ga jaz tako odstranim, ampak to, da enega zdravnika, ki tukaj uro pa pol govori, poslušaš z veseljem, ti more pa tudi kaj biti do tega. Ne? Tako da... No, glejte, moje mnenje je, da smo naredili to, kar je bilo od nas pričakovano, da smo se odrezali, da smo veliko dobrega naredili, vseh pač nismo mogli rešiti. A ne? In za vsakega posebej mi je žal. In jaz sem skoraj prepričana, da nove pandemije v službenem času ne bom več čakala. Ampak mladina, vi se pa kar pripravite. To je spet bila ena izjava za zvonc zdaj. Se ne smete tega govoriti. Dobro. Bomo pripravljeni in imamo vašo telefonsko za ta prvo konzultacijo, ki bo kaj treba. Okay. Najlepša hvala. Ja. Hvala za povabilo, sem bila tudi jaz počaščena. Hvala, mi veliko pomeni. Pa lepo bote, se še kaj vidimo, ne? No, pa veliko sreče, da je spito. Joj, iz vaših ust.